Diplomatskega spora med Veliko Britanijo in Rusijo zaradi zastrupitve agenta Sergeja Skripala še ni konec. Najprej so iz Velike Britanije izgnali ruske diplomate, zdaj pa hočejo spoditi še ruske oligarhe, ki sicer domujejo v Londonu. Eden od njih je Roman Abramovič, ki naj ne bi smel priti na otok, dokler ne bo dokazal, da je njegovo premoženje zakonitega izvora. Dolga leta je bil sicer doma v Londonu po zaslugi zlate vize, ki omogoči prihod bogatašem, ki v Veliko Britanijo investirajo več kot 2 milijona funtov. S tem preskokom dolge vrste čakajočih dobijo po 5 letih tudi možnost za dovoljenje za stalno prebivanje sebe in svoje družine. Vladimir Putin je že označil potezo Velike Britanije kot nepošteno in sovražno gesto. Dolgoletne govorice o bogataših, ki naj bi v Londonu skrivali umazan denar, dobljen zaradi podkupovanja, pa tokrat kar ne utihnejo. Avstralsko sodišče je nadškofa Philipa Wilsona spoznalo za krivega prikrivanja spolnih zlorab, ki jih je storil, ko je bil v 70 letih prejšnjega stoletja še duhovnik. Prikrival je spolne zlorabe 4 ministrantov, nad katerimi se je znašel pedofilski duhovnik James Fletcher. Nadškof pa je po sodbi postal najvišji dostojanstvenik katoliške cerkve, ki je bil spoznan za krivega prikrivanja spolnih zlorab duhovnikov nad mladoletniki, kar je nov udarec za cerkev, ki jo sicer pretresa nedavni odstop kar 34 čilskih škofov. V Severno Korejo je iz Pekinga odpotovala skupina tujih novinarjev, ki bodo tam spremljali napovedano uničenje poligona za jedrske poskuse. Novinarji so iz Kitajske, Združenih držav Amerike in Rusije. Napoved zaprtja jedrskega poligona so označili kot gesto dobre volje Kim Jong-una pred njegovim srečanjem z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Uničenje poligona v notranjosti gore vasi Pugyeri naj bi potekalo od jutri do petka, odvisno je od vremena. Rekli so, da bodo objekt popolnoma uničili, prav tako tudi razstrelili dostopne predore. Strokovnjaki pa kljub temu ne morejo enotno potrditi, da bo poligon ostal neuporaben, saj je Severna Koreja v preteklosti znala hitro obnoviti uničene projekte.